Obljubili smo vam, da vam danes povemo več o senzacionalni napovedi, da v Ljubljano prihajajo samovozeči taksiji. Napovedani so za prihodnje leto, govorimo o znamkah Bike in Dongfeng. Poslušajmo torej, kakšen je poslovni načrt. Slovenijo bomo to zelo hitro pripeljali, samo da... Hitro? Kaj to pomeni hitro? Ja, takoj, ko bo to mogoče, ne glede na zakonodajo. Glede tega sem pa malo skeptičen, da se bo to hitro zgodilo. Glede na to, da se pogovarjamo že o številkah, mogoče prej kot kasneje. Govorijo o mesecih ali Naš cilj je naslednje leto. poslovni načrt, taksi služba? Poslovni načrt je, mi že imamo svojo firmo, ki se ukvarja z sharingom. V Ljubljani imamo preko 70 vozil, ki so že na voljo. Razlika bo samo v tem, da zdaj morajo uporabniki sami voziti avto, potem pa ga ne bojo več rabili sami voziti, ampak ga bodo samo poklicali preko aplikacije in se usedli van in odpeljali. Brez kakšne infrastrukturnih elementov ne bo šlo, ne? Ne, gre brez infrastrukture, ampak pravno mora biti dovoljeno. To je edini zadržek. Pa bo varno to delovalo v kombinaciji s Mislim, če deluje v San Franciscu, pa v Los Angelesu, pa v Pekingu, pa v Wuhanu, pa v Berlinu, bo tudi v Ljubljani. Ok, ampak vse posod govorijo zdaj v mestih, kjer so dejansko zelo dobri zemljevidi, zelo pomapirana območja, ne, kjer v bistvu te stvari delujejo. Pa je Ljubljana že pripravljena na to? Je pripravljen. Kako bi pa to mi lahko preverili? Takoj, ko bomo dobili prvi avto, boste prvi, ki boste imeli to možnost, da to stestirate. Se pravi, komaj čakamo tako prihodnost. Tudi jaz. Koliko pa to stalo? To pa težko rečem. Ampak tako, čez palce. Ja, glede na to, da je to že v množični uporabi in v Ameriki, in na Kitajskem načeloma, se pravi, cene mogle biti dostopne tudi pri nas. Ciljam predvsem na to, na Kitajskem je včasih to tudi cenejše, ne? Zaradi tega, ker se gradi zaupanje. Bo to tudi v Sloveniji tako? Jaz mislim, da tukaj najbolj pomembno je to, da čim prej to tehnologijo dobimo, da jo predstavimo trgu, da na eni strani in pravni vidik rešimo, na drugi strani, da uporabniki zgubijo nek strah pred tem, da se avto sam pele. Potem pa, bom rekel, drugo ali pa tretje vprašanje, pa kakšna bo zdaj ta dostopnost, ali bo to 1 evro po kilometru ali pa 10 centov. Mislim, da v tej fazi niti ni tako ključno. Koliko bo pa široko območje, kjer bodo te delovali? Ja, v vsakem primeru najprej znotraj ljubljanskega obroča. Znotraj obroča. Koliko bo flota? Ne vemo še. Za testne stvari bo nekje do 10 vozil, da bomo testirali tehnologijo, potem pa naprej. Ok, se pravim, komaj čakam takšno realnost oziroma prihodnost. Tako da, hvala. Prosim.